Imeti idejo je ful fajn, ampak v resnici, kar rabiš vedeti v kapitalizmu, je, če imaš stranko. Kickstarter je tako narejen, da zares, dokler kot kreator se trudi, pokaže, delali smo, pa če mu ne uspe, pač nima, tako tožite ne bojo, je pa pač valjda nek reputational risk. Kako pa nasplošno gledaš na AI? Zdaj vidimo, da prihaja, v bistvu ta revolucija se je že začela. Ja, na polno. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Današnja epizoda bo malce drugačna, kot jo ponavadi snemamo, ker jo snemam sama nekje v svojem prostoru, zaprta z sogovornikom na drugi strani na zaslonu ekrana. Tokrat pa v bistvu imam pred seboj skupino mladih, starih od 17 do 21 let. In seveda bomo danes odgovarjali na zelo zanimivo vprašanje, in sicer kako uresničiti idejo, če nimaš denarja ali pa nimaš dovolj znanja, da bi znal priti do denarja. Zato sem v goste povabila Francija Zidarja, ki je v bistvu strokovnjak za to področje. Imel je odštekano idejo, ni imel denarja, ampak je uspel zbrati kar nekaj milijonov evrov. Kako? No, in o tem se bova pogovarjala. Franci, zdravo in dobrodošel v naši družbi. Lepo zdrav, hvala lepa. Okay. Ti si imel idejo pametna ptičja hišica. Tako je. Sliši se zelo odštekano, odkje sploh ta ideja, kaj se ti je dogajalo, da si sploh prišel na to in odkje zamisel, da bi to dejansko lahko bilo podjetje, ki bi bilo profitabilno? Ja, dobro, tega nismo vedeli na začetku, da je to lahko podjetje, ki je lahko profitabilno. Je pa tako, da sem jaz v bistvu vedno delal neke produkte, ki so bili na presečišču narave ali pa nekih tako, stvari v realnosti, pa digitalnega. Pred Bird Buddyjem sem bil v Los Angelesu, sem delal s Snapom, ki je investiral v eno mojo platformo, ki je bil tako kot Pokémon Go za delati, se pravi platforma za razvoj iger, ki se dogajajo na lokaciji. In pol sem prišel 2019 nazaj, pa cela moja zgodovina v bistvu je razvoj nekih takih produktov. Mogoče na hitro meni, jaz sem samo uk, naučil sem se programirati, dizajnirati, pol sem to delal, predaval sem 7 let, tudi to, pol, ko sem enkrat diplomiral, pa vedno tako hotel delati neke malo bolj štekane stvari. In long story short, za nazaj. Če gremo zdaj naprej na 2019, sem prišel nazaj v Slovenijo, pol iz Los Angelesa in sem pil pivo s prijateljem na iProvi v Saksu in tako, kaj bomo delali? Nekaj je treba delati, zdaj sem nazaj, uno je konc, več ali manj. In reče Žiga, ko sta že prej veliko delala skupaj na danes je nov dan v NGO kapaciteti, kaj pa če bi ptičjo hiško s kamero? In tako, realno ni veliko stvari, pa ne vem zakaj, tako zdaj, ko za nazaj gledam, ker zdaj se zdi genialna ideja, takrat v bistvu ne vem zakaj se je zdela genialna ideja, čisto res, ampak tako se me je prijel. Pa malo je bilo tudi v kontekstu tega, da je ta Pokémon Go, ptički, jih zbiraš, so zanimivi, jih težko ujameš. Tako imam message na WhatsAppu še iz tistega večera, da enih zjutraj, ko sva se tipkala, in je pol prijel in pa pač ni spustil. Pa 2020 na Kickstarter. In to je bil nek tak, kako bi rekel, inflection point za mene, za idejo, za celo firmo, ker smo zbrali ta neka zagonska sredstva, ki so tudi dokazala zelo jasno, da obstaja povpraševanje. To je bilo ključno. Mogoče bi bilo fajn, da se izpostavi tudi to, da je v bistvu opazovanje ptic v Ameriki eden bolj priljubljenih hobijev in da so ljudje pripravljeni dejansko ful denarja plačati za to. Ja, mislim, to je tako noro, zaradi tega, ker opazovanje ptic okoli doma je drugi največji hobi v Ameriki. 60 milijonov hiš, householdov, kakorkoli že, lastnikov hiš, Američanov, krmi ptice in opazuje ptice okoli doma. Se pravi, drugi je ta backyard birding, na prvem mestu je pa vrtnarjenje, pa gardening. Tako da realno, če daš to skupaj, je največje področje interesa ameriškega potrošnika okoli hiše, razen valjda familije, je narava. In mislim, da poleg tega, da so to ptice lahko, je še tle ogromno enega prostora, čisto za inovacijo. Se zdi še zelo tako malo arhaično vse skupaj. Se pravi, kaj še opazujejo okrog svoje hiše? Srne? Se zahecaš, realno, ampak Amerika je čisto druga scena kot pri nas. Pač Evropa je poseljena že od Jezusa, pa še prej. Amerika je par sto let, tako, ne vem, 600, whatever, ampak čisto zares, tako nekaj 100.
In v Ameriki, domovi so čist drugačni kot pri nas, vrtovi so huge, ne? Tako landscaping je tako, it's a huge business. Pa narava oziroma divjina je bistveno bliže domu. Ne? Se pravi, ja, tam imajo ljudje srne, rakune, volkove, medvede, svašta nekih divjadi, ki prihaja. Poleg tega imaš pa stvari, ki jih itak nikoli ne opaziš. Ne? Zato čebelce, metuljčki, hroščki, rožice. Ne? In je ogromno priložnosti v bistvu, da se še nekako, kako bi rekel, ta izkušnja še razširi. No? Ja. A lahko mogoče malo poveš, kdo sploh kupuje te ptičje hišice? Kakšen profil moraš biti sploh, da te to zanima? So to mlajši, starejši, ljudje z denarjem, brez denarja? To sva jaz pa ti, to so milenialci, ki so dosti well off, ne? Tako nekje 30 do 45 rečemo, in je ful zanimivo, ne? Ker je, torej kupec je nekje, ja, tam, late 20s, early 30s pa do 45-50, to je buyer, ne? Split 50-50 moški ženska. Ne? In potem je uporabnik pa ful odvisno od tega, ali to za nekdo kupi za sebe, za lastno uporabo, za svoj dom, ali to kupi kot darilo. Ker polovica naših customerjev kupi to kot darilo. Ne? In če kupi za darilo, da to pa bolj pogosto kot ne, tako by and large starejšemu človeku. Fotru, mami, stari mami. Ne? In imamo v bistvu tako, ko pride do stranke, zelo jasen profil. Ne, ko pride pa do dejanskega uporabnika produkta, na koncu je pa to komplet cela mavrica. Se pravi, od 25 do 65 plus moški, ženske, skoraj equally covered. To je zanimivo. Zanimivo mi je bilo to, ker sem malo raziskovala vaš business model. Vi imate največjo mrežo kamer. Ja. Jaz sem se prav vprašala, kaj pa ste ujeli v te kamere, pa da ni bil ptič? Ja, no, mislim, to so predvsem druge živali, ker, tako kot sem rekel, ne, v Ameriki si presenečen, kaj vse lahko vidiš. Ne. Mal tako smo se pogovarjali na začetku noči, a bomo kdaj vedeli tudi kaj takega, kar nočemo. Ja, si za to. Ker ipak to je pri ljudeh doma, ne. Pa moram reči, da zaenkrat ni bilo nič. Tako, očitno imamo zelo spodobne stranke. Kaj pa kakšno kriminalno dejanje, glih zdaj gledam eno serijo. Ja, ne, razen, mislim, tako najhujše je bilo to, da je medved tako razmetal pa uničil Bird Buddy. Pa mogoče kdaj kdo kjer ga ukradel, ampak tisti smo ujeli. Ne. Ampak ja, ne, je pa ogromna diversiteta nekih živali, ki jih pač ne bi pričakoval človek. Ne. Veverice so tako ridiculous. Ne. Se pravi, že to je fun fact. Ne, ljudje, ki krmijo ptice, ponavadi sovražijo veverice, ne, zaradi tega, ker spet v Ameriki je veverc ful. Tako, to ni tako, kot pri nas, ko vidiš eno Tivolijo, pa si ful presenečen. Tam pač so veverice vse posod. In če ti krmiš ptiče, pol veverce pride in ti pojejo to in tako pač, ko ugotovijo enkrat, da to imaš, pa je tam žurka. Ne? In je to glavni sovražnik, sovražnik žurka ena je to za ameriškega potrošnika, ki pač krmi ptice okoli hiše. Ampak, zdaj ko imajo Bird Buddy, pa ne samo da vidiš ti razmetan Bird Buddy pa to, ampak vidiš tudi še so akcijo, ki se tam dogaja, ker dobiš fotke in videe. Ne? In v bistvu tako se mi zdi, da spreminjamo attitude do veveric v Ameriki, zaradi tega, ker naenkrat ni sam vse razmetan pa uničen, ampak je še tako ful enih cute fotk zraven. Nice. Ful dober. Ja. A greva mi iz teh cute, od teh cute veveric na malo bolj resno zadevo in sicer kako do denarja. A ne marsikdo ima neko idejo, ampak se ustavi pri financiranju. Ja. Najprej moraš seveda tudi pojasniti, kaj Kickstarter je in a to v bistvu danes sploh še funkcionira. Ja, ok. To je drugače ful široko vprašanje, no, realno. Jaz mislim, da tako prva stvar, ko jo rabiš, no, pri vsaki stvari, ne, je tako, pa nič od tega ni absolutno, ker lahko imaš ful srečo, ne. Se pravi, lahko si star 18, pa imaš idejo, pa je to prva ideja, ko sem imel v lifeu, pa je najboljša ideja, pa si bogat. That can happen. It's extremely rare, though, ne? Tako, to se ne zgodi, to je loterija. To je tako, lahko tudi kupiš srečko, pa boš zadev, pa imaš srečo. Ne? Mimo tega, ne, da imaš to enormno srečo, je pa ključno to, da si nabereš nekaj izkušnje, no? Tako malo neke življenjske delovne in tako naprej, ker se mi zdi, da ko sem jaz enkrat prišel do Bird Buddyja, pa ko se je zdela tako to neka zanimiva ideja, ki je spet, in tudi zdaj, ko za nazaj gledam, se meni zdi, da je bila tako očitno dobra, ne? Kljub temu, da se je izkazala, da je bilo ful lažje, ker sem že ful vedel. No? Se pravi, pri Bird Buddyju je res bilo tako, da
Za sabo sem imel že 3 startupe, bil sem v Berlinu, bil sem v Los Angelesu, vse v bistvu v kontekstu nekih firm, ki sem jih sam postavil, ki smo nekaj probavali. Vse so bile tako ne ful uspešne, ampak ne pa katastrofa. Ne? In je bilo veliko enega znanja, ki smo ga aplicirali, ki v bistvu je pol res pomagalo. Ena, da smo hitro ugotovili, da zadeva res ali pije vodo ali ne. Pa pol tudi je sigurno prispela k uspehu. Ne? To, kar hočem reči, je, da če pravim to zdaj zdestilirati v nek tak uporaben nasvet, ful je pomembno, da se res vprašaš, zato, pač kaj je nek tak, kaj rabiš, da dokažeš, da zadeva res pije vodo. Ne? Se pravi, imeti idejo je ful fajn, ampak v resnici, kaj rabiš vedeti v kapitalizmu, je, če imaš stranko, imaš kupca, imaš neko maržo, a je tako nek trg za to, ki je dovolj velik, da lahko rasteš. In te stvari se moraš najprej vprašati. In ko enkrat začneš tle neke kljukce delati, se pravi, ja, imam stranko, imam kupca, imam ceno, ki pije vodo, ne razumem dinamiko, razumem v bistvu nek ta go-to-market, se pravi, kako bom zdaj rastel, je to ful lažje pol za samo pridobivanje investicij in kapitala. Zdaj, ko prijemo pa do Kickstarterja, je pa tako, da Kickstarter je lahko super, ampak je res, to je tudi sreča, prebrati oči za res, najbolj ključen del uspeha na Kickstarterju je to, da imaš produkt ali pa idejo, ali kakorkoli že, ki vzbuja ki je tako kot nek passion category. Se pravi, če so to narava, ptički, glasba, recimo, pač anything that people are passionate about. Tako je ful lažje na Kickstarterju, ker pa v bistvu ful lažje narediš nek community, nek movement. Ljudje hočejo biti del tega, ker jih zanima, ker imajo tako nek inherent passion okoli tega. Če je pa sam tako, hej, to je nek utility, je pa težje. Tam je v bistvu tudi lahko uspeš, seveda lahko, ampak je težko iz nič. Tako tam ponavadi imajo bolj neki established playerji pol uspeh. Ja. Mogoče vsem za pojasnilo, Kickstarter je v bistvu platforma za množično financiranje. Tako. Kaj pravzaprav to pomeni? Se pravi, ljudje ti dajo denar, tako. Zato ker sem ti nekaj obljubil. Ne? Ja, exactly. Tako. Se pravi, ti greš na Kickstarter, tako realno so pričakovanja okoli tega, kaj ti tam predstaviš, zelo nizka. Se pravi, pač Kickstarter od tebe ne zahteva ful veliko, da imaš zdaj tam tako že ful izdelan prototip, pa da si tako ready to go manufacture. Dobro idejo, greš gor, predstaviš, in pol ljudje v bistvu kupijo od tebe produkt vnaprej za obljubo, da boš ta produkt nekoč dostavil. Ponavadi je tako, da ti na Kickstarterju ponudiš ful nižjo ceno, se pravi rečeš, ko bom šel na trg, bo to stalo $400, tja boš dobil pa za 250, pač, ker ta nek early adopter dobi nek benefit za to. Pol je pa tako, ali to se dostaviš ali ne, pa pač ne. Odvisno od sreče, znanja, ali se to sploh da narediti. Včasih v bistvu ljudje pičajo na Kickstarterju nekaj, kar pa žensko ni izvedljivo. In pol pač flopne, ampak whatever, so probali. Ampak dobil je pa nekaj milijonov dolarjev. Ja, mislim, dobil je denar, ampak ga je verjetno zagonil trying to build it. Ni za tako, okay, sigurno obstajajo tudi skemi na Kickstarterju, ko pač nekdo outright pride gor, pa nekaj pokaže, pa pol si nakaže na osebni račun, pa gre. I'm sure that exists, ampak bi rekel, da velika večina kreatorjev tam ima neki iskren namen nekaj narediti. To še ne pomeni, da bo naredili. Pač, ja. Ampak znesek, ki ste ga vi zbrali prvič, je bil pa kar lep, 4 milijone. Ja, $5 milijonov. 5 milijonov. Ja. Potem ste šli pa še enkrat zbirati. Še dvakrat, ja. Vsega skupaj smo zdaj zbrali, mislim, 10 milijonov na Kickstarterju sam. Ja. Zakaj pa Kickstarter? Zakaj pa niste dobili nekje druge investicijo? Ja, Kickstarter je v bistvu niti ni investicija, ampak je prednaročilo. Kar je v bistvu na nek način še celo bolj zahtevno, ker čisto zares, to je tako in financial terms, this is a liability, ti moraš to pol dostaviti. In tudi ko gleda nekdo pol od zunaj tebe, to za investitor, vidi recimo, ok, amazing product market fit, ampak neka druga finančna ustanova vidi pa deferred revenue pa liability, ker moraš to še vse dostaviti. Tako da, to ni investicija. Oni ne dobijo deleža firme za to, oni dobijo samo v bistvu obljubo, da bodo dobili produkt, dobiš pa cash za meno, full naprej. Tako da Kickstarter je v bistvu full fine po eni strani, zaradi tega, ker je zero equity, se pravi nobenega lastniškega deleža ne daš, ti pač si še vedno 100% lastnik podjetja, ko uspeš na Kickstarterju. Je relativno low risk, tako zaradi tega, ker če ti ne rata, pač ne.
Kickstarter je tako narejen, da zares, dokler kot kreator se trudi, ne, pokaže, delali smo, ne, pa če mu ne uspe, pač nimajo ok, no, tako tožilite ne bojo, je pa pač valjda nek reputational risk, ne. Pa Kickstarter je zelo established platforma, ne. Se pravi, pač to je both good and bad, zaradi tega, ker je established tudi v tem smislu, da marsikdo to vidi kot tako, sem že 5krat nekaj na Kickstarterju backal, pa nikoli dobil. Hkrati pa v bistvu tudi ima nek brand, ki vliva neko zaupanje, ne. Ja. Kickstarter je fajn, ampak je tako, če imaš ti nek, skoraj nujno mora biti nek consumer facing product, ne more biti B2B ideja, ne moreš imeti idejo za, ne vem, neko platformo za kripto, pa iti na Kickstarter, ne. A je lažje prepričati množico ljudi na Kickstarterju, ali mogoče kakšnega investitorja, ki gre v te zgodne faze podjetja? Za ptičjo hiško s kamero ne boš prepričal investitorja. Sploh. Z nič, ne, ker je pač tak, ne, it's a crazy idea, ne, in v bistvu, mislim, da se hecam, ampak realno, mi smo dobili, mislim, da 120,000 evrov investicije, še preden smo šli na Kickstarter, ne, ampak ti znar je bil res tako, ker smo šli na Kickstarter in ker smo imeli tako jasne dokaze, da bomo tam verjetno precej uspešni, ne, in je bil bolj kot ne denar za marketing, pa tak, ne. Ampak sicer pa takega kapitala, da bi lahko to idejo dejansko razvil do konca, pa je spravil na trg od investitorjev, ne bi nikoli dobil, če ne bi imel Kickstarterja kot pač nek source of cash, ampak also a source of product market fit, ne. Se pravi, pač to, da smo bili, pa še zdaj v bistvu BirdBuddy, ne, je najbolj uspešna kampanja v gadgets kategoriji na Kickstarterju ever, ne. Veš, ko priješ ti pa enkrat do investorja, pa to vidi, si misli, ok, clearly there's a market there for this product, ne. In je pol to tako malo, gre z roko v roki, ne. Se pravi, če ne bi šli na Kickstarter, verjetno, ker mi smo pa še zrezali 30 milijonov venture capitala, ne, se pravi, 10 je bilo Kickstarter, vsega skupaj 40 zdaj, ne. Je v bistvu, bi se unih 30 pol ne zgodilo, no, tako. Ne. 30 milijonov si rekel. Ja. Preden greva na teh 30 milijonov, Ja. bi te še nekaj vprašala. Zdaj, omenil si, da si imel neke izkušnje s startupi, zdaj ne vem, nisi definiral, ali so te izkušnje oziroma ti startupi failali, so propadali, ali si dejansko prodal. Tako, vsi še živijo, ampak so tako nice business, ki je hard to scale, ne, kar pa meni ni full exciting, ne. Ampak ti si še vedno lastniško Ja, vpet jaz v sem to lastnik zgodbo. njih, ampak pač jih se ne dotikam zares, ne. Imamo menedžerje pa ljudi, ki pač delajo tam, jaz pa pač sem tako, to je tako za zdrave. Koliko si pa recimo ti svojega lastnega keša investiral v BirdBuddy? Ja, vse, kar sem imel, realno, ne. Tako, mislim, tudi na začetku, veš, ko je začel jasno delati, ne, je bilo tudi za mene tak malo nek, vsak korak je bil v bistvu ok, je to še zdaj vredno mojega časa in denarja, ne, ker pač to je oboje zelo pomembno, pa sploh, ko si mlad, je čas bolj pomemben kot denar, ne. Ker je tako, making sure you invested right, one of the most important things, ne. Ampak ja, po moje vse, kar sem imel, več ali manj, ne, sproti, tako, ja, pa še na eni točki ni bilo več treba, ne, ampak ja, na zvirka pa. A si vzel kakšno posojilo bančno? Ne, sem si pa od sestre sposodil kreditno kartico, ko smo bili na Kickstarterju in je bilo tako noro, da če smo dali noter Jurija, smo dobili 10 nazaj v prodaji, ne, da nam je zmanjkalo kreditne linije, vse posod, sem rekel, sestre za kreditno kartico. Tako, to je edina stvar, ki sem si po moje sposodil. Sestre si potem verjetno seveda, vrnil itak. z obrestmi. Tako. Okay, omenil si tistih 30 milijonov, ki si Ja. jih dobil od skladov. Ti Ja. skladi so v Silicijevi dolini. Tako, ja. To je ena taka zelo velika zgodba. Ne? Ja, mi smo, tako je, realno imamo zdaj nek tak sindikat investorjev, bom rekel, 3, mogoče zdaj 4, vsega skupaj so levi delež teh 30 milijonov, ne. En je od tako top 5 skladov na svetu, to je General Catalyst, oni menedžejo, mislim, da 5 milijard kapitala, one of the largest multi-stage funds na svetu. Pol je pa poleg tega v bistvu še zdaj eden od večjih investorjev, še največji Adjacent, ki je pa tako se prav specializira v hardware with the software, with the subscription component, ne. Se pravi, recimo te neki Oura, ringi, ko ne za zdravje, WHOOP, za pesnice, take stvari, ki je pač fizični produkt, pa imaš pa zraven še subscription, ne, ker to je zdaj BirdBuddy v bistvu realno.
Tako da ja, imamo kar tak en lep sindikat, no, pa je pa še par nekih takih manjših investorjev, ki so tudi tle, še po Evropi. Zdaj se moramo staviti pri temu subscriptionu. Kaj pa, recimo, zdaj, če primerjava z Netflixom, kakšna je razlika? V kakem smislu? Ne vem, rekel si, da je treba plačevati nek subscription. Kaj to pomeni pravzaprav? Ja, tako je. Mi, ko smo launchali, ni bilo subscriptiona, ne? Mislim, pač mi jih nismo imeli. Ne? Se pravi, BirdBuddy je launchal kot produkt, free, kupil si produkt, zato si ga uporabljal. Ne? Pa smo vedeli, da hočemo brez tega ufurati subscriptione, ker brez tega je danes ful težko. No? Sploh hardware, tako, ali ga prodaš z neko bolano veliko maržo, kar pomeni, da bo bil ful drag, ne? Ali pa pač imaš subscriptione, ki ti pol v bistvu kasneje pa nesejo noter ta denar. Ne? In smo pol septembra 2023, torej septembra 2022 smo launchali produkt, septembra 2023 smo pol launchali subscription plan, ne, ki ti je omogočil par nekih takih, za moje pojme, dosti brezveznih featurejev, ampak so ljudje vsem to počvali. Pa smo pa 2024 v bistvu ful investirali v to, da smo se potrudili tako res razumeti, kaj je ljudem pomembno, kako ljudje uporabljajo produkt, ne, tako, kako izgleda ta cel nek funnel odločitev, da pridejo do tega nakupa. Smo imeli pa totalni breakthrough, no, zaradi tega, ker realno smo zdaj iz lani, iz istega obdobja, se pravi julija, avgusta lani, smo imeli tako nekaj čez 1 milijon tega recurring, ne, revenueja, se pravi pač letnih naročnin, zdaj imamo pa 8 milijonov. In tako pričakujemo, da bo nekje januarja okoli 15-20, zaradi tega, ker imamo pred nami tako eno ful veliko obdobje, Q4 je vedno ful huge. In smo, ja, AI smo ful dodali, ne, da imaš tako, da lahko klepetaš s ptičkom, da ga vprašaš, koliko je. Kaj pa ptiček odgovori? Ja, da je v redu. Kako pa to z AI-jem? Ja, je Gen AI, ne, pa v bistvu ti pove, če mu niso všeč ta semena, ali pa če je kaj poškodovan ali pa bolan, ne. Zdaj ladaš tudi imena ptičkom, se pravi, če ti prija ena senička, recimo parkrat ladaš ime, ne vem, Jožica in pol je Jožica. Torej pač ful nekih takih featurejev, ki ustvarjajo neko globino v produktu. Predstavljam si, da tudi prepozna neko vrsto ptiča. Ja, to bi se mi zdelo, da je neka dodana vrednost, ko pa ime ptiča. Exactly, to še to, ja. In to zdaj nadgrajujemo skozi, no, tako postopoma. Pa dodali smo plan, ki mu rečemo Family Premium, to je pa, ker pač BirdBuddy je household product, ne? Ergo tudi družinski produkt, ne? Se pravi, pač uporabljaš ga kot družina ponavadi. In Family Premium ful dvigne nek ta perceived value, ne, tega produkta, ker pač imaš pol, vsi imajo access do teh premium featurejev. In ja, to je zdaj 98, 99 na leto, okoli 40% strank se odloči za to, pa 75% je pol v conversion v drugo leto. Ne. A si rekel $100 letno je naročnina? Tako, ja. Koliko pa recimo stane ta ptičja hišica? Verjetno ima ena družina eno hišico ali jih ima več? Ja, več jih ima, jih imajo tudi več, ja. Pa zdaj smo še za kolibrije dali ven, pa še tako ptičjo kopel, ki tudi sicer v mali kapaciteti, pa jo bomo naslednji let dali več ven, ampak ja, jih imajo več, pa tudi več, no. Drugače pa tam okoli $200 do $300, ne. Ja. Najnižje, kar po mojem si lahko kupil BirdBuddy, zdaj je bilo okoli 149, 149, 159, ne. Ampak realno se giblje cena tam nekje okoli 200 do 300. In 15 milijonov pričakujete subscriptionov do januarja? Tako, ja, da bo pol v bistvu vsega skupaj nekje med 15 pa 20 v Q1 2026, ja. Zanimivo. A greva nazaj mogoče na te visije oziroma na te sklade, kako ste jih prepričali, kako poteka komunikacija z enimi takimi giganti, ker vi ste samo ena majhna investicija za njih. Ja, absolutno. Ja, in včasih se to tako tudi zdi, da v bistvu imajo tako velike portfolije, da v bistvu je, sicer je tako, jaz moram reči, da smo imeli srečo ali kakorkoli že, no, pač ljudje, ki jih imamo na cap tablu, ne, so super. Ne. Na WhatsAppu jih imam vse, tako odgovorijo, če nekaj napišem. Ne. Nimam občutka, da, kljub temu, da je res, kar si rekla, da smo pač en mali košček tam noter, ne, it doesn't feel like that, tako na tem osebnem nivoju. Pa to so v bistvu ljudje, ki so tako GP ali pa ne, tako managing directorji v bistvu teh fundov, se pravi so tako, ne vem, fund, ki menedža 5 milijard, pa jaz imam dostop do enega od top 2 ljudi, pa tako si pa, ne vem zakaj, tako čisto zares, ne vem zakaj v bistvu je toliko fajn je toliko odprt ta access, no, čisto zares za nas. Ampak I guess da that's what makes them successful, ne, da pač dejansko supportajo svoje founderje pa tako, ne, na način, ki se zdi zelo
tako avtentičen. No? Ja. Ampak, se veš, te investitorji na nek način na neki točki pričakujejo tudi nek donos. Seveda, Ne? itak, ja. In pričakujejo, da se bo umaknili iz te investicije. Ja, absolutno. Kakšne so zdaj ta pričakovanja? Ja, tako je. Za nas je zdaj ful tako zanimivo obdobje, ne? Ker mi smo zdaj šli iz unega, ko smo bili tako še relativno high risk investment pred 2 leti do tega, da smo tako relativno safe. Ne? Pač imamo, ne vem, letos bomo se delali skoraj 100 milijonov prometa, ne? In je tako, ne? Za njih po moje smo že tako malo, ok, these guys are ok, ne? Tako, ni več od nič do 100, ne? Tista prvi, ker tudi ko razmišljaš o investiciji, v bistvu priješ noter, pa daš ne vem, 1 milijon ali pa 2 milijona, pa pol follow-onaš, pa ne, naenkrat, če to ful raste, ne? Mi smo zdaj že tako dosti stabilni. In se mi zdi, da je zdaj obdobje, ko tako malo čakajo, ne? Da vidijo, kje se zadeva tako malo umiri, ne? Ker mi še vedno ful hitro rastemo, ne? Tako, letos, prva polovica leta, smo imeli 100% rast, primerjavo z lansko leto. Se pravi, je še vedno 2x na leto, kljub temu, da smo pri 50-100 milijonskih cifrah v prometu na leto. Ne. In dokler bo tako, po moje, bojo čakali. Ne. Pa ko bo enkrat začel biti, ja, zdaj pa še sam, ne vem, 40% na rast, pa 30, pa 20, ne, bomo pa po moje začeli pogovarjati, ker zdaj pa treba verjetno exitati. In that moment hasn't come yet. Pa tako se mi zdi, da tudi še 2026 ne bo. Teda, I guess people are patient. Ne? Pa tudi, ja. A misliš, da bo ideja, da se naredi IPO, se pravi, da bi šlo podjetje, da bi šlo na borzo? Je dve poti sta, ne, realno. Ne? Ena je ta, da se tako, ali znotraj teh subscriptionov, ne, pa tega res zelo tako, mislim, glavni del enterprise value je v bistvu drive recurring revenue, ne? Ker je extremely high margin, ne, tako safe revenue to really pač underwrite. Ne. In tle imamo zdaj še vedno res velike preboje, smo jih imeli lani, jih imamo letos, jih bomo po mojem še 2026. Ne. In odvisno od tega, koliko fest nam rata to pushen, bo pol malo definirali to drugo, pa še koliko nam rata horizontalno skelati kategorijo. Se pravi, da gremo ven iz ptičkov, še na vse ostalo naravo, ne, v vrtu. In tako da ta drugi scenarij, ne, kjer either, ne, nam zdaj znotraj teh subscriptionov še res full odpelje, pa da še ta trend se nadaljuje, ali pa da nam rata ta horizontal scale, pol je IPO opcija, ne. Če pa tako, kjerkoli teh situacij je, ne, bolj nek tak mid outcome, ne, pa pač exit, pa nek acquisition ali pa merger ali kaj takega. Glede na to, da ste zbrali na Kickstarterju 10 milijonov, 30 milijonov od teh skladov, Ja. Ti skladi so zahtevali nek delež v lastništvu. So. Se pravi, kolikšen delež imajo, kolikšen delež lastništva še ti imaš v tem podjetju? Tako, v bistvu je pol je original founders pa pol venture capital. Ja, smo kar ok v bistvu, glede na to, kako daleč smo prišli. Plus to, da je, ne, to je pač, ne, če imaš to srečo, founder CEO ali pa founder team, no, tako ima vedno možnost še kaj nazaj dobiti, če uspešno vodi podjetje, ne, medtem ko VC morajo vedno plačati za to. Ne. Ja. Zadnjič sem brala eno zelo zanimivo zgodbo o banki N26, Ja. ker so pa kar rekli investitorji, ustanoviteljem, vidva pa nista več dosti dobra za Ja, vodenje ja. podjetja, lepo prosim odstopi. Ja. A se je pri vas tudi kaj takega zgodilo? Ne. Ali pa da so bile kakšne ideje, pobude, da bi se pripeljali nekega profesionalnega menedžerja? Ja, ne še. Tako bom rekel, jaz sem dosti self-aware, no, tako, jaz mislim, da sem dosti self-aware okoli tega, kje sem dober, pa kje nisem. Ne. In tako tudi realno, ne, ko sem rekel, ta subscription del, da face raste, pa ta horizontalni growth, da je še pred nami. Ne. Če jaz, tako, tle sem jaz dober, ne, se pravi, da nekako produktno pa product market fit wise razmišljam o nekih novih priložnostih, pa neke nove iniciative rastem. Ne. Ko bomo enkrat prišli do to, da bo firmo treba tako res full usmeriti na nek tako major profitability, pa ne, that's not what I do well, ne. In realno, ne, ko bo enkrat firma odločila, ok, to je za to, ne, rast je več ali manj to, kar smo dosegli, zdaj bomo šli pa v neko tako res, da se button up, optimizacijo, ne, da se firma pripravi za exit, that's probably the time where I kind of step away in a different role, ne, ali pa grem pač, ne vem, sem board member, pa nekdo, en drug CEO prevzame, ne.
And I'm totally fine with that, čisto res, ker tisti mi niti ne bi bilo fajn. Ne? Ej, a te lahko tukaj na tej točki vprašam? Ti si rekel, ja, v redu bi bilo, tudi če bi pač se mogel umakniti. Ja. Zdaj, marsikateri podjetnik pa obravnava svoje podjetje, svojo idejo kot svojega otroka. Ja. In težko se loči od svojega otroka, tebe pa čisto vseeno. Ne, ni mi vseeno, ampak ne, tako sem rekel, v bistvu, to je moj 4. startup, ne? In verjetno bo še 5, ne? Pa mogoče bo še 6. Ne? In je tako, nisem zdaj glih 20 več star, ampak imam pa še po moje, to je 20 let pred sabo neke aktivnega dela. In mi je exciting tako vedno nekaj novega probati. Ne? To je tudi ta nek, mislim, tam sem prišel, no, realno, ne? Da smo pobavili neke nove stvari. Ne? In mi je čisto ok, če firma pride v neko stanje, ko je tako ready for a really experienced leadership with a clear outcome, ne? Pa jaz grem nekaj drugega delati. I'm okay with that. Tebe je v redu. Ja. Okay, a se lahko dotakneva še ene zelo zanimive teme, Kitajci. Ja. Kitajci zelo radi kopirajo. Zelo radi kopirajo. A ne, koliko so vas skopirali, so vas že skopirali, so ja. vas so ponudili podoben produkt. Ja, itak, ja. Tako preko mi. Mi smo bili na tako realno. Smešno, ampak je res. Torej, mi smo šli na Kickstarter konec 2020, ne. Se pravi, cash smo dobili, končali kampanjo v začetku 2021. Pa smo en let pa pol razvijali produkt, se pravi, da smo prišli na trg, je bil september 2022, ne. Pred nami so oni začeli prodajati, ne. Se pravi, preden smo mi šipali, prvi Bird Buddy so že oni šipali psičje hiške s kamero, ne. In je tako, ful je zanimivo, ker imam zdaj tako nek first person lekcijo, koliko je res pomembno ta nek first mover advantage, da si pač brand, ne, ker zares v bistvu trenutno smo Bird Buddy, pa še en brand, ki je kitajski, ki se trudi biti brand. Imaš pa 200 drugih sellerjev na Amazonu, ko pač jim je vseeno za brand, pa so generic bird feeder with camera, ne. In oni reciklirajo in pol to stane, oni prodajo to za $50, ne vem kak, ne vem, ki dela maržo, ampak ajde. Ne zgleda, kot da nas je to kaj preveč prizadelo, ne, ker gledamo v bistvu našo sposobnost iti na trg, pa prodaje, pa recimo naš cost of acquiring a customer gre dol, s tem, ko rastemo 100%, ne, year over year, je trenutno, dokler ta trg ne bo saturiran, kar po mojem še ne bo en cajt, ne, mi bolj tako zgleda, kot da kvečemu pomaga, s tem, da se awareness gradi, ne, in da pol, ko enkrat nekdo to proba, pa mu je všeč, pa vidi, da je tisti produkt sicer za nič, pol kupi Bird Buddy, ker pač hoče imeti nek dober product experience, ne. Hkrati je pa to tudi dokaz za potencialne nove investorje, pa tudi za nas, koliko je trg res velik, ne. Veš, ker ni samo, da smo mi, ne, še oni so, pa vsi prodajamo, pa v bistvu se pravi, konkurenca je dobrodošla. Zaenkrat ja, ne, ja. Zaenkrat ja, pa lej, ne, mi imamo močen brand, mi imamo tako the best product, for sure, ne, in je pol tako, mi lahko vedno gremo sceno dol. Ne, se pravi, edini razlog, zakaj te generični kitajski brandi obstajajo, je, ker pač prodajajo produkt za $60-70, ne. Naš je pa 250, ne. In je tako, mi lahko gremo sceno dol, zaradi tega, ker imamo še ARR ful zdrav, ne. Se pravi, pač toliko imamo res ta subscription, je zdaj tako res fest prijel, da ni panike, jaz si lahko prodam Bird Buddy za $100, bom še nadelal na koncu ful fajn profit, ne. Oni pa ne morejo branda narediti takole čez noč. A ti lahko subscription skleneš, če kupiš eno drugo Bird Buddy hiško, oziroma ne Bird Buddy, pač hiško? Ne moreš, ne. Pa to je, ne, tako tudi, ko smo delali analizo v bistvu teh kompetitorjev, smo ugotovili, da smo edini realno, ki sploh lahko drivamo nek tako sustained ARR, ne. Tam je, pri njih je tako, oni naredijo produkt za 40, prodajo za 45, naredijo onih $5, pa so happy, ne. Za nas pa to ni dosti, ne. Ja. Ja. Zdaj, AI si tudi omenil, da se pač implementira Tako. znotraj vašega ekosistema. Kako pa nasplošno gledaš na AI? Zdaj vidimo, da prihaja v bistvu ta revolucija, se je že začela. Ja, na polno. Kako gledaš na to? Ja, ne vem. Koga ne bomo več rabili? Nobenega ne bomo več rabili, konc je. Ne vem, lej, realno, jaz pa ne vem, če tako, mislim, da je ta debata, da to je res moje mnenje, ne, jaz mislim, da se svet pretvarja, da je to manjša revolucija, kot je zares. Ne? Da tako malo si lažemo, ker nas je strah tako vseh družbeno-političnih sprememb, ki jih bo to prineslo. Ne? It's major. Jaz tako tudi, ko razmišljam o strošku dela na firmi, mi je težko, ker
tako predstavljam, ok, čez 5 let pol ljudi več ne bomo rabili ali kaj, ne. Pa valjda tega nočem, ne, ker imam rad sodelavce, pa tako, ampak pač, če si iskren sam do sebe, mislim, jaz ne vem, če bomo mene rabili, ne, tako. In je noro, no. Hkrati je pa to nenormalno dobro orodje za tako vse faze razvoja novih idej, ne, od čistega začetka, ne. Se pravi, nek market research, neka tako prva validacija, ne, nek tak gut check, da sploh vidiš, če se nekaj splača delati, tako, it's the best time ever, ne. Zato, da ustanoviš podjetje. Exactly, no, tako, res, it's insane, ja. Ampak kaj pa to zdaj pomeni pol za naprej, pa ne vem, ne. Ja. Jaz tudi sem precej razmišljala o AI revoluciji, kjer panoge bi se vse lahko spremenile. Zagotovo panoga, v kateri jaz delam, sem delala medijska, izobraževalna, mislim, prihaja res ful velika revolucija. In jaz v bistvu kar tega veselim. Jaz se tega veselim, tako pač meni je fajn razmišljati, mislim, če ne je tako dolg čas, ne? Fajn je živeti v času, ki je tako mal, ne? Danes z mladimi smo tudi gledali influencerje, kaj propagirajo, kako denar služijo. Pa me zanima, a tudi vi uporabljate influencerje za promocijo vašega produkta, a so ptički influencerji? Oboje, se pravi pač eden od tako res killer assetov BrandBuddy je ta hud content, ne? Se pravi pač mislim, da se ne spomnim, ampak mislim, da 10 milijonov fotografij na dan naredimo, ne, nekaj takega ptičko, ne. In se pravi, to se pol ful share, valjda, ne, folk vidi te fotke, teda pač ptički so influencerji, imamo eno punco, ki se dela še posebej na tem, pa je res tako, she's crushing it, zdaj imamo 200 čukov followerjev na Instagramu, pa 200 čukov followerjev na TikToku, pa tako naredili smo enega goloba, ki smo mu rekli, da je Larry, ki je zdaj zvezda, in tako ima ful view na naših postih. Sicer pa z influencerji, da bi delali, zato da bi nekako predvidljivo drivali growth, ne, pa nismo imeli nekega preboja, no, ampak to je pa zaradi tega, ker je tako, it's not that kind of product. Se mi zdi, pač pri influencerjih je res tako, da ful dobro palijo tako neke stvari, ki je fajn, če si pogosto izpostavljen, pa jih večkrat rabiš, ne, kreme, ne, ki pač jih rabiš, ali pa supplements, ki jih pol skozi kupuješ, pa take fore, ne. En produkt, ki ga enkrat kupiš, pa pol ne več, ker ga imaš, ne, ni glih najboljši fit za influencerje, se mi zdi, no. Ker pri influencerjih ful bolj pali neki, kjer pač imaš pol od zadnji nek tak, almost like a subscription service za nek consumable, no, ja. Za konec bi te še vprašala vezano na osebne finance, kako sam upravljaš denar, glede na to, da si naštel, da si pač naredil kar nekaj startupov, tle si omenil 100 milijonov prometa, da ustvari podjetje, še zmeraj ste 50% lastniki, marsikdo bi si mislil, da ti gre kar dobro. Ja, bi si mislil, pa mi gre v redu, ne veš, kaj je preveč dobro. Mislim, tako pač, jaz nisem, nikoli nisem nič delal zaradi denarja, tako realno, ne, res nisem, ne, in to tudi ne vem, to imam gene ali vzgoja taka, nekaj narobe, ampak torej, ne motivira me toliko osebna, finančni uspeh, ne, bolj tako videti, res neko podjetje, mislim, tako pač neka skupna ideja, nek skupen effort, da res nekaj ful uspe, no, tak, ne, to moram malo spremeniti, no. Ampak, tako da pač nisem tle zdaj nek ful mojster v upravljanju osebnih financ, daleč od tega, sem pa po moje postajam ali pa sem postal dosti dober upravljalec lastnega časa pa tako pozornosti, ne. Se pravi, da I am a shareholder of a couple of companies, ne, pa pol tam probam nekako pametno deliti pozornost, kjer je najbolj vredno, ne. Kapital pa tako se mi zdi, da ne vem zares, to je tudi sreča, da smo v Sloveniji, no? To, če bi bil v Ameriki, verjetno bilo drugače. Tukaj se mi zdi, da pač je ta nek baseline biti, koliko rabiš, da si v redu, je malo drugačen, ne? In mogoče pol denar zaradi tega ni, vsaj meni osebno, kot nek tako moj cash balance mi je manj pomemben, ker pač se imam čisto fajn. Jaz poznam kar nekaj teh ustanoviteljev podjetij, ki so prodali podjetje, zaslužili milijonske zneske in dejansko oni zdaj upravljajo svoje premoženje, imajo tudi neke svoje family office in tako dalje. Si ti tudi mogoče kaj razmišljal o tem, ali če delaš o tem? Ne, to recimo je tisti del, ko sem se prej pogovarjala, ne, da kaj se zgodi, ko v bistvu jaz tako iztrošim svoj usefulness za BrandBuddy, ne. Je pol sigurno mi je najbolj exciting to razmišljati, ne. Se pravi, how do I leverage that, ne.
da nove stvari naredim. Ne? Zdaj, ali jih sam štartam ali da komu pomagam, ne? To mi je ful. Sem pač na Breadbarju zdaj, da recimo je to enega dela, pa ga je bilo, odkar smo začeli, da ne. Ej, še eno vprašanje bi imela, zdaj, ki si rekel, a ne, pač ti si šel od ideje do ideje do ideje. Ja. A ne, marsikdo bi rekel, da je zmožen samo eno dobro idejo a veš, sproducirati in jo potem tudi unovčiti. Ne? Ja. Kako pa ti gledaš na to? Ja, ne vem, po mojem to ni res. Ne? Jaz mislim, da je tako realno, tako sem rekel na začetku, ne? Pač lahko zadaneš na loteriji, ne? Pa je prva ideja ta prava, pa si zmagal, pa si ful uspešen. Ne? Ma ne, poglej, recimo Jeff Bezos, Amazon, vse drugega ni naredil, to je pač tako uspešna zgodba. Ali pa to Mark je ta, Zuckerberg. kako se reče temu, survivorship bias. Ne? Pač ja, on To je res ne, je. ta, ne? Pa mogoče še Mark Zuckerberg ta. Ne? Pač to so, pa tudi še tako je, ne? A social network on the level of Meta, Facebook was going to happen. Somebody was going to make it. Ne? It was Mark Zuckerberg. Ne? Tako pač to ni zdaj, ne, pač ene stvari se pač zgodijo. Ne? Nek commercial marketplace for all products ali Amazon, that was going to happen. And it was Jeff Bezos. Ne? In se ne zdi tako neka full out of the, ne, taka crazy ideja. Ne? Ampak ja, pač treba je probati. No, tako, mogoče bolj pomembno, zakaj imam to stališče, ne, je, da ko ti enkrat ne rata, ne, tako ne obupati, ne, pa drugo, imej ful jasne kriterije, kaj pomeni, da rata ali pa ne. Ker recimo moja največja napaka je bila kvečjemu to, da sem predolgo vztrajal na idejah, ki so hteli bile tako malo obsojene na neko povprečnost. Ne. Kaj pomeni povprečje za tebe? Zdaj je to definicija vsakega posameznika. Ja, mislim, povprečje je to, da pač ok, naredi. A ti ciljaš na svet? To je tvoj cilj? Ja, mislim, te ideje, ki si jih imel prvotno, pa niso svetovno, globalne. Vse so svetovno globalne, ampak tako čisto zares zelo hitro prideš do neke točke, ko ugotoviš, da imaš nek filter je, ali pa nekaj v tem poslu je takega, da ti onemogoča fast growth. Ne? Zdaj pa je to go to market, ali je nek sales cycle predolg, ali kakorkoli že, ne? Ali je marža, pač nekaj je noter takega, kar je ful težko čez prideti, pa res pa narediti z tega nek velik biznis. Ne? In ko prideš do te točke, ajde, you try to hack it, ne parkat, ne, pa počeš se da, pač ok, this is not gonna work. Ne? In pa pač, če ti je ok, da imaš biznis, ki je tako pokrije tvojo plačo, pa mogoče 2 sodelavca ali pa 5 ali kakorkoli že, super. Ne? Jaz pa, ne vem, jaz sem kar nenasilen, kar se tega tiče. No? Ja. Ampak a se ti zdi, da je treba skozi reinventati the wheel? A je dovolj, da vzamemo neko idejo, ki že obstaja? Ne. Se ptičev hišica obstaja. Ja, ti si absolutno. sam dodal gadget zraven, Točno to. tehnični. In to je super point. No? Ne, you don't have to reinvent the wheel. Ne? In tudi še ena stvar, kar je ful pomembno, ne? Tudi če nekaj že obstaja, ne? Doesn't mean you can't make it better. Mislim, recimo, Uber, ne? Taksiji so že skozi, vedno so bili, ne? Pa je prišel pa Uber, pa je tako raztural. Ne? Hoteli so skozi bili, pa je prišel Airbnb, pa je raztural. Ne? Torej, pač vzeti nek market, ki obstaja, neko potrebo, ki obstaja, valjda nekdo že prodaja neke stvari znotraj tega. Ne? Zdaj, če imaš nek no angle, ne, da prideš zraven, se to tudi splača. Mogoče je celo tako, da reinventing the wheel je ful težje, pa mogoče celo tako malo counterproductive, ker to pomeni, če si se nekaj spomnil, pa še sploh ne obstaja nič podobnega, maybe there's a reason, ne? Ker pač noben tega noče ali pa ne rabi. Ne? In če imaš pa idejo, ki je tako zelo podobna nečemu, pa ful dobro dela, ne, pa vsaj veš, da je povpraševanje tam, ne, teda pač lahko tisto idejo pol mogoče lažje uspeš. Ne. Na svet za poslušalce, gledalce? Ja, mislim, tako, mogoče na to temo, ki smo jo zdaj nazadnje obdelala, pač ne obupati, ne, pa ne tako, probite več stvari, tudi zdaj v obdobju AI-ja je to po moje lažje kot kadarkoli, ne, ta neka hitra iteracija. Jaz mislim, da tako, ko se da danes hitro iterirati, se verjetno ni dal nikoli, pa tako pocen, ko se da danes iterirati, se nikoli ni dal, ne, ker imaš pač vsa ta orodja na razpolago. Tako da try things, pa jasni kriteriji za to, kaj pomeni, da ne dela, ne, pa ponovno naslednja stvar. Super. A je kakšno vprašanje? Se kdo drzne postaviti vprašanje? Ko bomo ugasnili kamero, ne? Najlepša hvala za odlično debato. Hvala tebi. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.